Lepo pozdravljeni. 22. aprila smo obeležili Dan Zemlje. Na osrednjem trgu v Novem mestu je v počastitev tega dne potekala že 16. prireditev, ki je bila v prvi vrsti namenjena osnovnošolcem. Dogodek so skupnimi močmi pripravili novomeška občina, Cerod in Komunala Novo mesto. Mladi so potrdili, da jim ni vseeno za okolje. Poglejmo. Dogodka so se udeležile številne dolenjske osnovne šole in tudi vrtci. Mladi so vnovič dokazali, da jim ni vseeno za okolje. Danes smo pripravili veliko stvari, veliko družabnih iger, nekaj materijala, zato smo zbrali v šoli, kaj primalci stali, ne vem, tetrapak in take stvari. Smo pa uporabili za družabne igre, naprimer za maške. Drugače smo pa tudi doma prinašali premajhne majice, pa smo iz tega naredili kakšne vrečke. Danes smo to prinesli in zdaj, ne vem, imamo družabno igro in če zmagaš, dobiš za nagrado majčko, ki je bila nekomu premajhna in smo jo zato uporabili. Lepo, ker je tudi zelo dobro za naravo in nam je tu vse skupaj všeč, zato ker tudi mi skrbimo sami za naravo, s tem da ločujemo in smo šli v šolo tudi pogledati reciklažne centre. Zelo, ker so družba, pa različne šole imajo različne te teme, na kaj se lahko zabavimo. Super! Ja, delamo! Enkrat smo šla z mojim prijateljem že po Rotežu pobirati smeti. V vseh teh letih je dogodek več kot upravičil svoj prvotni namen in poskrbel, da vsako leto glavni trg zaživi ob pristni mladostni energiji in dobri volji. Praznik ob dnevu Zemlje enkrat na leto. Mi v Komunali smo izjemno ponosni, da osnovne šole sodelujejo z nami že 20 let, celih 20 let. In skozi celo leto izvajajo aktivnosti, ki jih danes na tem trgu tudi pravzaprav pokaže in da se zavedajo pomena ekologije. Pravzaprav bi si upal trditi, da mladim ekologija pomeni več kot morda nam starejšim. In seveda, da vsi skupaj gradimo zaupanje in pa misel na to, da imamo samo en planet, samo eno zemljo in da jo je seveda treba jo paziti in jo seveda ohranjati tudi našim zanamcem. Nekako s temi mladimi ambasadorji doseči, da vsi skupaj poskrbimo za ta naš planet. Eden izmed načinov ozaveščanja, mladi, moram jih pohvaliti, izstopajo pri tem, velikokrat so celo večje težave s starejšimi, edino skupaj lahko poskrbimo, da nam bo jutri in zanamcem bolje. Mladi vsrkajo vse, kar odrasli pokažemo s svojimi besedami in dejanji. Skrb za okolje bi morala biti prioriteta vsem. Gre za proces izobraževanja, predvsem za proces zgleda, tako da mi starejši seveda se moramo vedno znova vprašati, ali smo dovolj dober zgled. V vsakem primeru pa že sam projekt, da šole pristopijo, pomeni en velik plus k skupnim naporom za to, da bomo naš svet, našo zemljo ohranili čistejšo, kot je danes. Prireditev združuje številne deležnike in je postala prepoznavna v širšem prostoru. Gre za dobro in zdaj že zelo tradicionalno sodelovanje s šolami, gre za celoletne projekte, angažiranje mladih, vloženo energijo, ki je že skozi leto. To današnja pa nekako pika na i, združitev vseh idej in energije, ki se je čez leto zbrala tukaj na skupnem prireditvenem prostoru. Razmišljamo tudi še o širitvi, torej pozvati še tiste deležnike, ki bi danes lahko bili tu z nami, morda več šol, pa tudi več vrtcev iz širšega okoliša dolenjskega, kot je danes, ampak to je seveda naloga za naprej, mi se bomo trudili v tej smeri in seveda izpolnjevali naše poslanstvo. Dejstvo je, da imamo samo en planet, eno zemljo, ki še zdaleč ni samoumevna. Ravno ta torek smo Slovenci dosegli tisti dan nepovratka za letošnje leto, torej takrat, ko smo porabili vse resurse, ki jih bo Zemlja za naš račun lahko obnovila. To ni dober rezultat, je pa zelo dobro, da vidimo, da je prihodnost morda malo bolj svetla. Ko toliko veliko otrok razume, zakaj je za naše okolje treba skrbeti in razume, da čisto vsako majhno dejanje, čisto vsak posameznik lahko naredi to
spremembo, ki bo kolektivno ogromna. Da je prireditev ob dnevu Zemlje tako uspešna in priljubljena, je bilo potrebno veliko dela in truda. Tukaj gre zelo velika zahvala tako novomeški komunali kot podjetju Cerod, ki se že od leta 2003 trudita, da je to res tako ponotranjeno, da je to nekako del ekosistema Novega mesta, celotne občine, tudi z ostalimi projekti se to močno trudijo in to je absolutno prav. Mi bomo podpirali to vrstne aktivnosti še v bodoče, ravno zato, ker si želimo, da je prihodnost svetlejša. Na dogodku so predstavili tudi potek recikliranja tetrapaka. Se je novomeška komunala zavzela za to, da se tetrapak, ki ga zberajo občani, vda in se iz njega izdela higienski papir. Ta higienski papir pa potem uporabljajo vse občinske javne ustanove v mestni občini Novo mesto in na ta način v bistvu poskrbimo, da odpadek ne gre v sežig ali pa da ne konča nekje na odlagališčih, ampak se ga še enkrat koristno uporabi. Za Novim mestom so se za ta način recikliranja tetrapaka odločile še številne druge občine. Otroci so v tem prikazu zelo uživali. Sploh zato, ker potem ugotovijo, da je to papir, ki ga oni tudi uporabljajo v vrtcih in šolah in v bistvu včasih šele pri nas na stojnici izvajo, kako ta papir pravzaprav nastane oziroma iz česa je narejen. V sklopu projekta Novi krog pa so začeli zbiralno akcijo odpadnih baterij in plastične embalaže. V prvem delu bomo na osnovnih šolah, nekako od 1. maja naprej, začeli zbirati dva tipa plastike, neke posebne tipe nepresojne plastike, ki so primerni potem za predelavo, recikliranje v neke didaktične pripomočke, igrače. Se pravi, v šolah bomo zbirali to plastiko, zato da bo v šolah potem ponovno uporabljena v nekem novem življenju. Neka taka zelo tudi poučna v bistvu zadeva za otroke, da spoznajo, da obstajajo različne plastike in jih je moč tudi na različne načine uporabiti. V drugem delu pa pri baterijah pa zbiramo poseben tip v bistvu litij-ionskih baterij, ki se uporabljajo naprimer v avtomobilih Tesla, pa v ročnem orodju, pa v skirojih in tako naprej. Tega imamo več doma, kot si mislimo, v odpadnih baterijah od laptopov recimo, ki jih je tudi mogoče reciklirati. To so zelo pomembne baterije za našo novo zeleno prihodnost. Pomembne zaradi tega, ker imajo velik negativen vpliv na okolje, če so nepravilno odvržene, in pa pomembne, ker jih je mogoče v 95% primerov reciklirati, ponovno uporabiti, jih obnoviti in bodo spet doživele neko novo življenje, ki ga pa še raziskujemo v novomeški občini. Predvidevamo, da jih bomo lahko uporabili za neke sisteme solarnega napajanja za osvetljevanje javnih prostorov, naprimer. Zbiralna akcija bo v dolenjskih šolah in vrtcih ter drugih javnih ustanovah potekala do 16. junija. Tudi v naslednji zgodbi ostajamo na področju odgovornega ravnanja z okoljem. V podjetju Dulc so desetletje nazaj združili moči znanstveno-raziskovalno sfero in razvili okolju prijazen sistem, ki omogoča ogrevanje, hlajenje in prezračevanje objektov le z izkoriščanjem sončne in geotermalne energije. Podjetje je bilo ustanovljeno pred več kot 4 desetletji. Danes so poznane kot tehnološko napredno in z inovativnimi rešitvami usmerjeno podjetje. Naše podjetje je že skoraj 45 let na trgu, nadaljuje tradicijo očeta s strojnimi inštalacijami. V tem obdobju smo razvili tudi en sistem Solintera, en zelen pristop k novim tehnologijam. Matej je zelo zgodaj spoznal, da povezovanje z znanstveno-raziskovalno stroko lahko prinese konkurenčno prednost pred ostalimi. Naše podjetje je vedno stremelo k nekim novitetam, vedno z nekim razvojem in tako naprej. Nismo klasični inštalaterji, tako kot so drugi, ampak smo hoteli vedno nekaj več, nekaj bolj moderno, in zato smo tudi uveljavili to novo tehnologijo. Skupaj z inštitutom Innovex smo praktično razvijamo ta sistem že več kot 10 let in rezultati, bi rekel,
tega prihajajo tudi z potrditvijo, da nas drugi vidijo in da ta tehnologija je prihodnosti in da ko enkrat bodo toplotne črpalke šli na stran, tako kot so šli peči na olje, pa recimo plinske peči zdaj in tudi na drva se vse to pomika stran, tako da tudi čez leta šli, predvidevam, toplotne črpalke in bodo te nove tehnologije prišli v veljavo. Pred dobrimi 10 leti je zavedanje podjetja Dulc oziroma gospoda Mateja, ki je poiskal pomoč pri reševanju izzivov na področju zanimivega sistema, ki pa v resnici je potreboval še dodatno razvojno delo, je botrovalo k temu našemu uspešnemu dolgoročnemu sodelovanju, ki traja zdaj že več kot 10 let. In v letošnjem letu se tako potrjuje, da je odločitev bila prava, še dodaja. Ta pot je bila prava. Že prvi objekt, večji objekt, ki je bil narejen v Novi Gorici, je izkazoval izjemne rezultate. Za rabo energije je potreboval, oziroma za svoje obratovanje potrebuje 7 kWh energije, električne energije na leto. To je približno ekvivalent manj kot liter kurilnega olja, ampak pri tem so všteti vsi, tokovi energijski. To pomeni ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, kar je izjemen rezultat in je bistveno bolj učinkovit od katerega koli objekta na trgu trenutno. Sistem Solintera omogoča maksimalno izkoriščanje potenciala, ki ga imajo obnovljivi viri energije. Sistem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja z izkoriščanjem sončne in geotermalne energije ne potrebuje klasičnega centralnega gretja ali toplotne črpalke. Na strehi so vgrajeni sprejemniki sončne energije, ki absorbirajo toploto in jo nato shranjujejo v zemeljskem hranilniku, vgrajenim pod objektom. Kar pomeni, da so tukaj sonce, zemlja, vse te naravni viri, da so praktično maksimalno izkoriščeni, da jih s pridom uporabljamo za ogrevanje, hlajenje objektov. In kaj pridobi uporabnik ob odločitvi, da objekt vgradi sistem Solintera? S tem sistemom pridobi to, da je to najbolj varčen sistem, da bomo najmanjše stroške za obratovanje enega objekta, hiše ali večjega objekta, in da na dolgi rok pomeni to tudi velik poudarek k ohranjanju našega okolja. Kajti, če ne porabimo veliko energije, je tudi ne onesnažujemo, s tem so zmanjšane emisije CO2 in okolje je bolj čisto. Partnersko sodelovanje podjetja Dulc in inštituta Innovix je po desetletju vlaganj in razvojnega dela obrodilo sadove. Podjetje je prejelo prestižno nagrado, ki jim bo v prihodnje omogočila nadaljnji poslovni preboj. Dokazuje to, da gremo v pravi smeri, da razvijamo to tehnologijo, ki so jo tudi drugi zaznali, da je to potencial za naprej, in pa potrditev to, da delamo dobro in da smo usmerjeni k zeleni energiji. Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojni dosežek zelenih tehnologij je pridobil sistem Solintera. Ta znak označuje najboljše izdelke in storitve na področju graditeljstva v Republiki Sloveniji. Ta certifikat na nek način označuje, da je razvojno delo, ki je bilo vloženo v razvoj sistema Solintera, resnično validirano, in ta validacija pomeni tudi to, da bo ta izdelek bolje lahko prodajen na trgu. Za znanstvenike in slovensko gospodarstvo je zelo pomembno takšno aplikativno znanstveno delo, še opozarja Muhič. Slovenija v celoti potrebuje izdelke z visoko dodano vrednostjo, ki lahko nastanejo izključno na tak način, da se znanje z inštitucij znanja pretoči v konkretne izdelke v industrijo, in primer Solintera je ravno eden izmed takih primerov. V podjetju Dulc zagotavljajo, da se na tej točki ne bodo ustavili in da jih prestižna nagrada ne bo uspavala. Cilji, po kateri poti bo podjetje nadaljevalo v prihodnje, so kristalno jasni.
Mi strmimo k novimi projekti. Pripravljeni so določeni projekti tudi vnaprej, tako da naslednjo leto po vsej verjetnosti, mogoče da že letos, bo pričetek enega večjega objekta in tudi projektiramo že nove. Tako da se počasi to razvija in upam, da bo čim več, bi rekel, investitorjev, ki bodo želeli zeleno, ki bodo želeli varčno graditi. In ki ne bodo gledali samo na trenuten strošek, ampak na celo življenjsko obdobje nekega objekta. Še zaključuje Matej Dulc. Gradbeništvo je panoga, ki zelo nazorno pokaže stanje v gospodarstvu in družbi. Pomembno vlogo pri zasnovi in gradnji projektov ima gradbeniška stroka. V dolenjski prestolnici so združeni v Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov. Letošnje letno srečanje so obogatili s strokovnim seminarjem Mostovi povezujejo. Srečanja na Otocu se je udeležilo več kot 150 predstavnikov gradbene stroke iz vse Slovenije in iz Društva gradbenih inženirjev iz Zagreba. S kolegi iz sosednje Hrvaške so se člani društva iz Novega mesta povezali v lanskem letu. Predsednik Jože Preskar nam pove, da je sodelovanje odlično in da so pripravili tudi že nekaj skupnih strokovnih dogodkov. Odločitev za letošnjo osrednjo temo Mostovi povezujejo ni naključna. Ko smo pripravljali program za današnji dogodek, smo seveda se ozrli v naši bližnji okolici in mostovi so bili zelo naravna izbira. A moram poudariti, da mostovi niso samo projektiranje, je še dodal. Ampak je tudi gradnja, je tudi nadzor nad gradnjo in konec koncev zelo pomembno obdobje vzdrževanja. Tako da v tem seminarju so vse te teme naslovljene. Strokovno srečanje so obogatili številni eminentni predavatelji. Med katerimi je seveda dr. Pippenbacher, ki je projektiral vseh 6 mostov, ki bodo zgrajeni v Novem mestu. 2 sta pa že zgrajena in imamo priložnost si to tudi pogledati. To je most v Irči vasi in Kandijski most prek reke Krke v neposredni bližini stare interne klinike. Predstavljenih v bistvu bo 6 mostov, ki jih bo Novo mesto dobilo v naslednjih 5 letih. 2 mosta, to se pravi most Kandijski most in most v Irči vasi, sta že zgrajena. Jaz pa upam, da ostali 4 mostovi bodo pa še zgrajeni v naslednjih letih, to se pravi na hitri cesti in na zahodni obvoznici. Da mostovi resnično povezujejo, nam potrdi tudi predsednik Hrvaške inženirske zveze, ki je bil nad udeležbo in strokovnimi temami seminarja vidno navdušen. Veseli me ovdje da vidim da su prezentirani neki projekti koji su vaši projektanti, vaši izvođači radili na tržištu građevinskog sektora u Hrvatskoj. Nadamo se da je to samo početak suradnje. Ja često moram istaći kao predsjednik Hrvatskog inženjerskog saveza da je građevinska djelatnost samo jedan manji dio inženjerskog svijeta. Ki pa sooblikujejo celotno zaključeno zgodbo, ki otvori gradbeništvo kot pomembna gospodarska panoga v širšem globalnem svetu. Med številnimi strokovnimi temami organizatorji niso pozabili tudi na pomen dediščine, ki jo imajo mostovi v Sloveniji. Na Univerzi v Novem mestu se tudi zelo dobro zavedajo, da je povezovanje ključno. Zato so že 6. leto zapored pripravili podjetniški natečaj. Spremljali smo sklepno dejanje, kjer so finalisti, ekipe iz slovenskih osnovnih in srednjih šol, komisiji predstavili smele podjetniške ideje. In katera zamisel je bila zmagovita? Odgovor v reportaži, ki sledi. Na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu so na razpis za 6. podjetniški natečaj prejeli 35 poslovnih idej, ki jih je pod mentorstvom učiteljev soustvarjalo več kot 130 osnovnošolcev in srednješolcev iz vse Slovenije.
Na Univerzi v Novem mestu verjamejo, da tovrstni dogodki lahko pomembno prispevajo k razvoju okolja, v katerem delujejo. Kaže se, da je bila to idealna odločitev, kajti podjetniški natečaj in podjetniške delavnice se, če po domače rečemo, zelo prijele, tako v osnovnih kot srednjih šolah, in mi vsako leto izvedemo več podjetniških delavnic, torej izobraževanj na temo podjetništva, in pa hkrati udeležba na podjetniškem natečaju iz leta v leto večja. V finale iz sklepnega dejanja so tudi naši posnetki, se je uvrstilo 22 poslovnih idej, ki jih je komisiji predstavilo 75 osnovnošolcev in srednješolcev iz vse Slovenije, in v katerih smereh mladi iščejo rešitve oziroma zaznavajo poslovne priložnosti. Področja, na katerih so razvijali poslovne ideje, so bile zelo različna. Od tistih, ki so pomagali pri učenju najmlajšim od 4 let naprej, do tistih, ki so dejansko skrbeli za proračun odraslih oseb. Hkrati je bila pomest cela paleta inovacij, ki jih lahko uporabljajo vsi, od najmlajših do najstarejših. Lahko izpostavimo zelo veliko aplikacij, torej tega, ki nam lahko olajšajo življenje, kako varčevati in imeti vsakodnevno dostop, pa hkrati te podatke lokalno shranjene na svojem telefonu brez povezave v splet. Prav tako so ponujali ogromno, smo imeli inovacij z področja zelišč, vračanje torej k naravi, družbeno odgovorno, torej to trajnostno naravnane inovacije. V sklopu 6. podjetniškega dne mladih so izpeljali tudi pogovor s predstavniki gospodarstva, ki so predstavili številne primere iz prakse, ki jih udejanjajo v podjetjih. Mlade so pohvalili za njihove inovacijske predloge in razmišljanja, ter jim svetovali, naj to svojo drznost in vedoželjnost ohranijo tudi po zaključku šolanja oziroma jo še bolj stopnjujejo. Osrednja tema pogovora je bila odgovornost do okolja in teme, ki so povezane s tako imenovano zeleno preobrazbo naše družbe. Razlog za temo okrogle mize je bil hkrati dejstvo, da danes ogromno govorimo o inoviranju in hkrati o družbeni odgovornosti, zelenem gospodarstvu, zelenem prehodu, krožnem gospodarstvu. V praksi pa je mogoče realizacija nekoliko slabša. In želeli smo, da mladim približamo te tematiko, da jih ozavestimo, da ni vse, kar govorimo, da je zeleno, v resnici tudi zeleno in da je treba pri tem pristopati kritično kot potrošnik in hkrati izrazito odgovoren pri inoviranju, ponujanju novih produktov na trg. Med osnovnošolskimi poslovnimi idejami je najbolj prepričala ideja Računko, ki so jo zasnovale Sara Kopatin, Iris Kovač in Vanessa Gregorc iz osnovne šole Draga Bavca iz Vipave. V bistvu jaz in Sara smo se že v otroštvu znašli pred nerazumevanjem računanja in zdaj smo ugotovili, da je tu odlična priložnost, ta podjetniški krožek, da nekako olajšamo še ostalim, ker jim na računanje toliko leži, da jim olajšamo to učenje. In smo ustvarili to didaktično igračo, ki pomaga učenju. Mladi so imeli tukaj priložnost, da se družijo in da predstavijo svoje podjetniške ideje pravim podjetnikom, da se z njimi pogovorijo in od njih dejansko dobijo smernice za naprej. Med srednješolskimi poslovnimi idejami je najbolj prepričala ideja aplikacija HitHot, ki so jo zasnovali Taj Ražem, An Semulič in Sajra Makič iz šolskega centra Srečka Kosovela Sežana. Gre za aplikacijo, aplikacija je z imenom HitHot za naročanje hrane naprej, predvsem za moje sovrstnike, se pravi naše sovrstnike, kot so na primer dijaki iz srednjih šol in študenti. Se pravi, da se hrana naroči naprej in nas čaka že pripravljen paket pri ponudniku, kjer smo hrano naročili in jo tudi mi plačamo že preko aplikacije in bi samo z našo identifikacijsko številko prevzeli ta paket. Letošnja 6. izvedba podjetniškega natečaja na Univerzi Novo mesto je potrdila, da mladi premorejo zvrhano mero poslovnih idej in rešitev. Čas pa bo pokazal, katere od njih bodo dejansko zaživele tudi v praksi. Zaključujemo v slovenski prestolnici, kjer so v najboljšem novem nakupovalnem središču v Aleji napovedali dogajanja ob 3. rojstnem dnevu. Obetajo se številni dogodki ali drugače povedano,
V Ljubljani bo med 8. in 13. majem zelo pestro in živahno. Na srečanju s predstavniki medijev je Toni Pugelj, direktor Aleje, uvodoma povedal, da so v lanskem letu zabeležili odličen poslovni izid. Najboljše nakupovalno središče pri nas je svoja vrata kupcem v slovenski prestolnici odprlo pred 3 leti. Poslovni dosežki zadnjega leta pa so potrditev, da je odločitev pred 3 leti bila več kot pravilna. Vsekakor smo veseli, da smo preteklo leto presegli mejo 100 milijonov prometa, dosegli smo 103 milijone prometov, navdušili smo pri tem 4 milijone obiskovalcev. Izpostaviti je potrebno, da je Aleja pred časom prejela nagrado za najboljše novo nakupovalno središče na svetu. V teh dneh pa so prejeli informacijo o novi nominaciji. In sicer je ljubljansko nakupovalno središče finalist mednarodnega tekmovanja pri Evropskem združenju nakupovalnih središč. Aleja je pri nas od otvoritve naprej tudi po svoji zasnovi in ponudbi stalen narekovalec trendov. Tako je, to nam dokazujejo tudi nagrade, ki smo jih prejeli. Ena je bila leta 2021 za najboljše novo zgrajeno nakupovalno središče na svetu. Sedaj smo finalisti Evropskega združenja nakupovalnih središč, ki bo eno izmed nagrad, ki bo podelilo, je za najboljšo arhitekturo centra. Veseli smo, da to prepoznavajo tudi na evropskem in pa svetovnem merilu in dejansko s tem kažemo neke smernice, v kakšno smer naj bi šla trgovina, predvsem fizična, v bodoče. Direktor izpostavi, da so jih visoke cene električne energije, ki smo jim priča v zadnjem letu zaradi znanih vojnih razmer v Ukrajini, samo še dodatno vzpodbudile, da bodo center do sredine leta opremili s fotovoltaičnim sistemom. S tem poskrbeli za večjo samooskrbo, tudi z manjše izpuste, CO2 recimo 140 ton, dosti manj dreves bomo s tem tudi prihranili in ne nazadnje tudi z posameznimi ukrepi, ki jih izvajamo. Sama porabo elektrike smo recimo v prvih 3 mesecih letošnjega leta zmanjšali za 8,5%, kaže na to, da z energijo skrbno upravljamo oziroma v mejah normale, tako da je objekt čim bolj učinkovit in da čim manj ustvarja nekih zunanjih vplivov na okolje. Alejo obiskujejo tako strokovni ocenjevalci kot potrošniki od blizu in daleč, tudi izven meja Slovenije. In kaj ob videnem izpostavljajo? V prvi vrsti vsekakor izpostavijo našo arhitekturo, ki se povezuje z mestnim središčem. Kot veste, imamo na zunanji fasadi v bistvu obod naše fasade je koža ali pa oklep zmaja in pa v notranjosti imamo tudi nekaj elementov Ljubljane, kot so Ljubljanica upodobljena v tleh, potem imamo Tromostovje in pa tudi Prešernov trg. Na drugi strani pohvalijo našo Alejo Sky, to je koncept, ki deluje v bistvu 365 dni na leto, zaprti smo samo 5 dni v letu, kjer imate poleg doživetja kulinarike vseh različnih kuhanj, od hitre do slow food prehrane in pa naše terase Aleja Sky z terasami in pa z športnimi aktivnostmi, ki jih tukaj date, tega ne ponuja ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše ne ponuja veliko nakupovalnih središč. 3. rojstni dan bodo z raznovrstnim programom in številnimi ugodnostmi za obiskovalce obeležili od ponedeljka 8. maja do sobote 13. maja. Vrhunec prazničnega dogajanja se bo odvil v petek 12. maja. Nepozaben koncert z 3 res priznanimi slovenskimi artisti, Nipke and the Nipples, potem Nina Pušlar in pa Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Seveda so vsi koncerti brezplačni in posebno pozornost bi rada tudi omenila za soboto, ko pripravljamo za naše najmlajše program z trkajem in repki, tako da verjamem, da v tednu dni praznovanja bo vsak našel zase tisto, čemur bi želel posvetiti svojih 5 minut časa. Aleja je nakupovalno središče popolnega doživetja, saj lahko poleg klasičnega fizičnega nakupovanja na enem mestu celostno združite doživetje kulinarike, preživljanje prostega časa, druženja, športa in kulture.
To je bilo vse za danes. Hvala, ker nas spremljate. Gospodarske vsebine oddaj si lahko ogledate tudi na naši spletni strani www.vaskanal.com. Arhiv oddaj Smo dobri gospodarji. Skupaj bomo znova čez teden dni.